Dober večer in lepo pozdravljeni na našem zadnjem pogovoru. Ob 8:30 seveda vabljeni, da boste izvedeli, kdo od njih bo odnesel domov letošnjega Zlatirepca. Vsi trije so tukaj, malo ste se narobali usedeli, bi rekla, ampak če hočete biti ravno vsak pod svojim stripom. Več boste izvedeli seveda prav kmalu. Imamo en življenjeris, en avtoris in en napol fiktivni avtoris, bi lahko rekli, če se malo pohecam. Z nami bodo Katarina Šeme, Karolina Marošič in Zoran Smiljanić. Noben od njih nima prvenca, za vse vsaj drugi strip, tole. Moderiral pa bo tale dogodek, ki pa bo v slovenščini, Žiga Valetič. Mimogrede tudi eden od letošnjih žirandov, tako da je res podrobno prebral vse te stripe. Vabljeni seveda tudi kakšnim vprašanjem, zagotovo bodo veseli, tako da kot rečeno, ob 8:30 spet vabljeni nazaj. Zdaj pa uživate v pogovoru. Hvala, Pija. Okay. Pija je že veliko povedala v smislu, vedno imate obe drugi album, drugo knjigo, Zoran ti pa ne vem, 20. mogoče, 23. Okay. Okay. Jaz imam tako vprašanja malo različna za vsakogar, ampak na začetku mogoče čist, kako je bilo pristopiti, bom kar s tabo začel, Karolina, kako je bilo pristopiti k drugi knjigi, kako je pravzaprav sploh prišlo do nje? Ja, aha, ja. Gor. Ja, okej. Kako je prišlo do druge knjige? V bistvu spontano, tako ko je bilo pač, ko objavljam večinoma na Instagram, smo pole pač samo, ne vem, se dobili z Izarjem in je rekel Izar, jaz imam dovolj denarja, lahko izdamo novo knjigo in sem bila, ja, let's go. Tako da pole sva samo zbrala, ja, vsak svoje najljubše z mojega Instagrama in ja, sčrtala, primerjala in to je to, ja, tako precej samo od sebe prišlo, no. Se pravi, da v bistvu te stripe v glavnem nastajajo na spletu. Jaz ne spremljam, priznam, so mi pa sožirantke povedale, da je to v knjigi boljš. Oziroma verjetno, da gre za to, da so izluščeni kakor najboljši momenti, je to tako? Ja, tako je, ama tudi se mi zdi, da ima čar, kadar je analogno, tako. Imaš veliko sledilcev, veliko ljudi spremlja to online? Ja, kar nekaj je, tako. Koliko je to? 4 jurje, malo več. Okay. Ja, tako še primorščino se trudejo brati toliko ljudi, tako da je to, kar je na čast, ja. To je poseben moment v tvojih stripih, pa bova o tem še kaj rekla. Katarina, zate je bil to tudi drugi album, druga knjiga. Prva je bila Sumatra, ne? Potopis, potoris, no, to je, imamo zdaj nove besede, imamo radi, pa jih probamo malo uporabljati, življenjeris, potoris. Ta je pa zdaj drugačna, je pa dokumentarna. Kako je prišlo do te knjige Iz jame, kjer v bistvu prikažeš to reševanje jamarke Ane, če se prav spomnim, da je ime, ne? Ta knjiga je pa v bistvu nastala na pobudo urednice, ker je reševanje samo imelo tak velik odziv v javnosti oziroma ja, medijske hiše takrat očitno niso imele drugega za poročati in tisti vikend se mi zdi, da je bila to reševanje iz jame the thing. In ja, ni to neka tema mogoče, ki bi bila zelo prisotna, jamarstvo v nekem vsakdanjem življenju in mogoče tudi zaradi tega zanimiva. Pa še zato, ker sem bila v resnici tudi jaz tam na tistem reševanju kot jamarska reševalka in sem lahko tudi iz prve roke povedala, kako je bilo. Pa še ena stvar je bila, ki me je zares tudi prepričala, da bi bilo fajn narediti knjigo o tem, ker sem slišala veliko nekih neresnic
o tem reševanju. Pač si ljudje začnejo drugače razlagati, ker ne vejo čisto, ne znajo predstavljati, kako je bilo, kaj je bilo. In ne vem, sem slišala tudi nekoga reči, da smo jamarji v jami naredili operacijo na glavi. In pač to nismo tega delali. Ja, in se mi je zdelo prav, da mogoče probam prikazati, kaj se zares dogaja pod zemljo. Danes zjutraj sem hčerki 15-letni povedal, da bomo danes imeli pogovor, pa kjer stripe imam. Tole od Karoline, to imamo skozi na nočni marci, to si žena pa hčerka tako zvečer in se pol režita na to primorščino. Medtem ko to izjame, pa sem malo povedal, pa rekla, pa si ona ni bila zraven. Tako, kar vnaprej že tako je bila neka domneva, rekel, ne, ona je bila del te reševalne. A ja, tako je bila presenečena in mislila, da se to pač dela v nekom tretjem, pač nek dogodek. Ne. Dobro, evo, začeli smo. Zoran, 23. album. Ne vem, če je blebetam. Poznamo te zadnja leta skratka, že kar nekaj časa po zgodovinskih stripih, Okupirana Ljubljana, Požig Narodnega doma v Trstu, pa potem biografije velikih umetnikov slovenskih, ki so spet zgodovinske, Cankar, Plečnik, Kajuh, različna obdobja, skratka. Tle je največ denarja. Tukaj je največ denarja. Ok. Fritz Lang, vemo, da se dogaja tudi v Ljutomeru, ampak tukaj si pa mogoče nekaj najbolj svojega naredil, če prav razumem, ker do zdaj si imel pri teh ostalih stripih vedno nekega sodelovanja z nekim scenaristom, zgodovinarjem, karkoli, kustosem in tako naprej, pa Meksikaneri so bili še prej monumentalna stvar. Ne. Tukaj pa si pa sam vse to naredil. Kako si pa zdaj k temu pristopil? Misliš, kako sem delal ali kako je nastalo delo? Kje je razlika med tem, kje si dobil tudi navdih konc koncev, da si se tega lotil, ker eno leto risati strip ni šala, ne, in moraš imeti res, kot si prej zunaj rekel, moraš imeti res voljo in motivacijo, da prideš do konca. Ne. Torej, strip je nastal na pobudo Grossmanovcev, ki so po njihovih besedah, sem jim jaz pokvaril svojimi zgodnjimi mladostnimi stripi, sem jim pokvaril otroštvo, da so malo postali čudni in deformirani ljudje. In pa so me povabili, če bi jaz naredil strip o Langu, in Langa sem jaz imel že nekako v sistemu, tako da ni bilo pretežko, ne. Ampak oni so hoteli, da bi bil ta strip dolg nekih 30-40 strani, nekaj financirala občina in da bojo to hiter. Ko sem pa jaz začel brati biografijo, sem videl, da to ne gre, ne. Ok, prava motivacija je bil denar, ne, torej 30-40 strani absolutno premalo in sem jaz rekel, da bo to 120-30 ali pa še več strani, ne. In ko sem jim povedal ceno, so biti malo padli na rit. Tako da, ampak so rekli, ok, gremo, in smo šli, sicer smo najdli pa še založnika, Zrt Sazu, in tako je nastal strip, ne. Če strip ne, oziroma oseba, tema, če te ne pritegne, če te ne privleče, če neko iskro v tebi ne naredi, oziroma če že nekaj prej ne obstaja, je brez veze, da se ga lotiš, ne. In Fritz Lang je s to svojo mrakobnostjo, s kompleksnim karakterjem, s prehodom skozi zgodovino od nacizma do Prve svetovne vojne, do komunizma, do ameriškega načina, je vsekakor zanimiv. Vrhunec pa je, da je preživel pol leta v Sloveniji. Jaz sem znan slovenski patriot in je to neko sidrišče, da sem se tega lotil na tak način, da je pač Slovenija oziroma rodna gruda, da igra pomembno vlogo. Ok, hvala. Karolina, kako si pa ti prišla do stripov? Kako si do tega, da si sploh zasnovala te svoje like, ta svoj lik in sploh videla neko svojo priložnost izraza v tem mediju stripa? A so te stripi navdihovali že prej ali je to spontano prišlo, pa si
prišla čist na sveže v to? V bistvu ne, nisem nikoli brala stripov, no. So prišli prav spontano v moj zvezek en dan, tudi TV Možički, tako med enim predavanjem. In pole ja, se je razvil strip z tega, ima tako vse ful samo od sebe, no vem, pač jaz nimam kontrole nad temi Možički, to oni govorijo, no. Tudi tako, da sedim tle, mi je tako, kaj se sploh dogaja, mislim, se počutim kot Forrest Gump, ki igra tisti ping-pong in pole njemu je samo to, da odbiva žogico ful dobro in pole dobiva na nekih prvenstvih in ne vem kaj, tako nekako sem jaz s stripom, no. Tako si tudi novico o nominaciji sprejela, ali kako? Sploh sem pekla lih pecivo in sem ful na hitro pogledala tisti mail in sem si mislila, itak jaz ne pridem poštev. In pole je Katarina objavila, da je nominirana in sem bila, ful dobro, čestitke. In pole mi je odpisala čestitke tudi tebi in sem bila, kaj, zakaj pa? Tako da ja, mislim, sem bila ful sebe, ja, ko sem zvedla, tako ful počaščena, še posebej tako ob komu sedim tle gor, mi je tako, Ja, A se ti je pecivo prismodilo? Ja, tako nekako. Saj sem rekla Zoranu, kaj me je danes, sem mu rekla, da sva konkurenta in da se ful opravičujem, da ne vem, kaj je to zdaj. Rekla si opravičavam primorščine. ja, mislim, v žiriji smo se strinjali, da nominiramo tvoj strip, pa čeprav nima, mislim, strip je posebna žival, ne, ima likovno plat in ima jezikovno plat, in zgodbovno, ne, veliko enih dimenzij. Ene stvari so minimalistične, tako kot so v tvojem primeru, in ena stvar, ki moram povedati, je v bistvu, da v stripih manjka, pa ne samo v stripih, v umetnosti danes manjka humorja. In je to, recimo, humoreska kot literarni žanr sploh ne obstaja več. Nihče več nikjer ne piše humoresk, tega ni. Pa je bilo to en najbolj komercialnih, populariziranih žanrov, ne vem, v 70-ih, 60-ih, 80-ih letih še, potem je pa sam dol šlo in tega ni, ne. Humor je pa v stand-upu, še v filmih, sitcomi niso več, da imamo sitcome, ne, v bistvu te žalostne, ne, humorno žalostne, ne, melanholične. Tukaj je pa v bistvu, smo pa videli pač neko možnost, da izpostavimo humor, ki pride na tak minimalističen način, pa vprašanje imam ravno to tudi, ne, a si kdaj razmišljala, da bi te svoje ideje, gege, to, kar se zapisuje samo, napisala kot literaturo, ali je bila to edina možnost? Ma ne, sem bolj razmišljala o kakšnih podcastih ali pa stand-upih, bolj od tega, ker se mi zdi, da imam tudi tako malo teatralen personality, da bi prišlo do izraza, no. Da znam dobro deliverati, se mi zdi, te stvari v živo, da bi pa napisala, se mi zdi, da ne bi tako prišlo, no. Ja. Ok. Kako imaš pa, sprav, stripov pa nobenih nisi brala, tudi teh kratkih, ker recimo na neki ravni minimalizma je to rahlo podobno diareji, pa čeprav ni zdaj likovno toliko dodelano, ne, ampak a si se kjerkoli srečala s stripom, ali je to res čist sveže zate? Ma v bistvu Asterix in Obelixa sem brala, ker sem bila majhna in še kakšne une revije od Miki Mišk, to je pa to. Ja. Ok. Pred par leti smo podelili nagrado eseistično Ivani Džilas, ki je tudi čist na novo iz sebe nekako izumila esej, kar je bilo tako specifično, ne. Saj tudi ni vedela, kaj je izumila, ampak zaradi tega je to zanimivo, ker se neke zvrsti čist na novo izumljajo spontano v ljudeh. Tako da, evo. Katarina, daj pogledam, kaj imam še kaj zate. A veš, kaj me je vedno zanimalo, v tvoji biografiji vedno na knjigah piše, da si študirala strip. Ali ni bilo tako? Daj to malo pojasniti. Tega se ne da v Sloveniji študirati. Ne v Sloveniji, v Italiji, če se prav spomnim, je pisalo. Ne. A ne? Pa ne vem, zakaj sem si to zapomnil.
A ne, aha, Devetak, Jurij Devetak, on je študiral? Aha, kako si pa ti prišla do stripa? Tudi precej spontano. Veliko sem risala, ja, tudi v šoli, v zvezke in dostikrat zraven pač nekaj zapisala, se mi je zdelo, lahko kakšne, ja, smešne stvari ali pa kaj je kakšen učitelj rekel ali pa tako. In je hitro v bistvu prišlo do tega, da pol narediš pa mogoče kakšno sekvenco. Ja, ne vem, pa se mi zdi, kar počasi se mi je vedno zdelo, da fajn, tak neki risbi pa še zraven, še nekaj za napisati zraven, no. Ja. Pa da ni to samo karikatura, pa nek oblaček, te smešnice, ki so v časopisu, ampak že tvoj prvenec je bil zajeten kos, ne, se pravi resen obseg, ne. Niti nismo vajeni, tudi zelo redko v Sloveniji nastajajo avtobiografske zgodbe. Ja, no, to je zanimivo pri vas treh, da imate vsi pravzaprav ta non-fiction. To je vse, tukaj ni izmišljenih zgodb zares, ne. To so vse neke resnične zgodbe. Jaz osebno najraje berem non-fiction stripe, biografske, zgodovinske, avtobiografske, osebno izpovedne in tako naprej, dokumentarne, ne. Kako si pa pristopala k temu, se pravi, da si zasnovala to zgodbo? Se pravi, ker to je le treba temeljito narediti. More biti in zanimivo, more biti podatkovno pravilno, tukaj so le, mislim, specifični izrazi, izrazoslovje, iz jamarstva in tako naprej. Kako si to usklajevala, to tehnično in neko življenjsko, človeško, te dva vidika? Ja, je bil v bistvu res na ta strip izziv v teh pogledih, ker hkrati tudi pač je nek resnični dogodek in je neko reševanje, bi rekli, ja, dramaturško napeto, ampak pravzaprav se je večino časa se je čakalo, ne. In je bil to ena glavna skrb, kako vseeno narediti strip zanimiv, pa da nimamo občutka, da se skozi sam čaka, da se pač končno nekaj začne. Z izrazoslovjem nisem imela težav, ker sem pač tudi jaz jamarka in se v teh krogih domače počutim. Glede ja, dogodkov pa, da to vseeno sem začela delati kakšnega pol leta po nesreči, tako da ni bilo tako čisto sveže. Sem se pa dobila z še dvema, ki sta bila takrat prisotna, z eno medicinsko sestro in pa z enim jamarjem, tudi reševalcem, ki je bil prav takrat v času nesreče tudi v jami, je pa hkrati tudi miner. In sem se z njima pogovarjala in tudi njuno zgodbo potem vključila, da je v bistvu ta knjiga ni samo tisti del, kjer sem bila jaz zraven, ampak tudi pač pokaže, kaj se je dogajalo takrat, ko pač sem jaz še doma spala, recimo. In ona dva sta bila pa zelo natančna, prav sem bila vesela, sploh Ema, ta medicinska sestra, ona mi je lahko celo po to pa to uro se je to pa to zgodilo. In je bila tudi recimo to ena ideja, ki sem jo sicer potem opustila, da bi vključevala ure oziroma da bi odštevala v stripu, odštevala do trenutka rešitve, ampak se na koncu se ni potem mi zdelo, da je to tako zelo nujno, ampak bi sploh zaradi Eme to z lahkoto naredila. No, ok, pa tudi to je res, da sem imela dostop do zapisnika, ki so ga pač pisali v bazi, jamari so pisali, kdaj je šel kdo v jamo, kdaj je šel kdo iz jame ven, to je pač treba delati zato, da slučajno koga ne pustiš v jami, pa tudi, da kdo ni predolgo v jami, ker je to vseeno naporno in fizično in tudi psihološko, tako da se vodi vedno natančen popis tega, kaj se dogaja med reševanjem in sem tudi v bistvu to analizo sem malo pregledala, da sem lahko tudi si s tem pomagala in časovno in ljudje in zaporedje dogodkov.
Si imela tudi podporo v založbi, uredniško, ste si sodelovala tudi na tej ravni, ali si pretežno sama delala? Se mi zdi, da tako kot recimo tudi pri prejšnji knjigi je bilo podobno, da sem predstavila pač najprej kako bi zgodba tekla, ker tukaj recimo tudi pri Jami sem se spraševala, bi šlo to v nekem pravilnem časovnem zaporedju ali bi mogoče kaj zamikala. Ja, in sem v bistvu z urednico debatirala o teh različnih odločitvah, idejah, ki sem jih imela. Potem pa pač počasi neke skice, prve skice in potem risbe, to so bili pa pač neki roki, ko sem postopoma delila pač svoje delo. In takrat so bile pač vedno potem debate, kaj bi mogoče še lahko. Recimo po prvih skicah je imela Anja dober predlog oziroma pomislek, je rekla, naj poskušam še bolj vključiti jamo oziroma to specifiko jame v strip. Če lahko se kaj bolj igram s temi globinami ali pa s temi prehodi. In to sem v bistvu ja potem tudi neki strani, se mi zdi, so bile kar posrečene potem. Hvala. Zoran, vprašanje zate mi je pa bilo pri tem stripu, tale Lang je bil poseben patron, se pravi, tako skoraj negativc, mislim, v marsičem nasilnež, mislim, problematične situacije, skratka, pa spet ne ves čas, ne, pa tako nihanja, pa hkrati pa velik umetnik in prelomen za filmsko, mislim, za filmsko umetnost in zgodovino, ne. Zdaj, malo sem razumel to tudi kot, mislim, kako si se s tem spopadal? Namreč mi kot bralci imamo radi neke like, ki so mogoče malo bolj junaški, ne, ki nas peljejo od teme k svetlobi, ne. Tukaj pa tako veliko istovetnosti je kar težko imeti, ker je kar problematikus, ne. Je pa zanimiva divja zgodba, no, ampak kljub temu, kako si k temu pristopil, k temu, da je bil zahteven? Brez problema, jaz ne maram junakov, celo na jetra mi grejo, od tam, ne vem, 14-15 leta sem vedno striktno navijal za negativce, ker so preprosto bolj zanimivi ljudje. Junaki so dolgočasni, lepi, tam borijo se za neko pravico in za neke zanemarljive ideale, ne, medtem ko so negativci zanimive osebnosti, imajo domišljijo, imajo videz tudi zanimiv, ne. In v tem smislu je Lang vsekakor izpolnitev avtorjevih sanj o tem, kako naj bi izgledal stripovski junak, ne. Tako kot kompleksen, kot negativc, kot baraba, kot mizogin, kot nasilnež in to je, bi rekel, področje, kjer se jaz počutim kot doma. Prej si mogoče nisem še dokončal, si vprašal, kako je scenarist risar, pa scenarist risar v eni osebi. Torej, ko sem imel scenarista v drugi osebi, sem se kregal z njim kot risar, ne, sem probal pač uveljaviti nekako svojo predstavo. Zdaj, ko sem pa sam bil v tej vlogi, pa nekako ni tako harmonično, ampak sem se kregal pač sam sabo, ne, polovica osebnosti scenaristična se je kregala z risarjem, ki je poskušal vsak uveljaviti svojo voljo, tako da sem v obeh primerih v šizofreni situaciji. Z različnimi ljudmi sem se pogovarjal o tem stripu in eni so rekli, kako si dober pač tudi to filmsko, njegove filmske situacije noter vpletel, eni so pa rekli, pa tega bi moralo biti bistveno več. Kako si to nekako ravnotežje lovil, ker on je tudi neke vizualno monumentalne stvari izpeljal, ne, zdaj in jih je potem seveda strip jih mora zajemati nekako. Ja, eden od problemov je bil v filmski teoriji, torej obstaja, ne vem, par sto knjig o Fritzu Langu in od tega je, ne vem, 50 knjig o teoriji, kako bo on filme snemal. Tega seveda ne morem, tega blebetanja ne morem prevesti v strip in sem se odločil, da bom poskušal s stilom prevzeti ta njegov stil.
Torej, najprej se je začel s recimo nemškim ekspresionizmom, ne? Okay, najprej se je začel v Grossmanu, tam je neki realističen stil, potem pademo v neki usporedno nadrealistični svet in iz tega v nemški ekspresionizem. Mimogrede, ko sem bil na frankfurtskem knjižnem sejmu in sem že planiral to, sem rekel, da bom nabral knjige o nemškem ekspresionizmu in sem hodil po milijon štantih in govoril, das deutsche Expressionismus in vsi so rekli, nein. Tako da nisem niti ene knjige dobil. Iz tega sem šel pa v film noir oziroma neko noirovsko risbo in spet nazaj, ne, v neki realizem. Tako da s stilom sem poskušal povzeti to filmsko teorijo, ne, ki je silno obsežna. Ne. Dal sem pa neko svojo pisavo, torej ko govorim o filmih, ko sem scene iz filmov, sem jih narisal v akvarelu in ta slovnica, ne, se pravi fikcija je akvarelna, realnost recimo je črno-bela, sem uporabil tudi na koncu, ker bralcu sugeriram, da tista rešitev z dekletom iz Ljutomera, da je, torej, kdor zna brati stripe, mu bo jasno, a je to res ali ne, ker sem dobil dosti vprašanja, a je res on tle v Ljutomeru zaplodil nekega otroka ali ne. In se pravi, možnost sicer obstaja, ampak v stripu ne obstaja direktno odgovor, ampak obstaja odgovor v strukturi, v slovnici stripa. Ti si sploh znan, da si tudi že scenarije, ki so ti jih drugi predložili, naredil bolj dinamične oziroma bolj življenjske, ne? Se pravi, dodal si neke fikcijske elemente za to, da je stvar, ker poznaš, ker si tudi sam scenarist, ne? Da je v bistvu zgodbo pognal naprej. Ne? Nimam komentarja. Nimaš komentarja. Rad posiljujem svoje scenariste. No, sej tukaj je mogoče tudi malo vir tega kleša, ki si ga zdaj imel s sedanjim scenaristom. Ne? Skratka, ni rešitve. Scenarist pa risar se bosta vedno tepla, če tudi sta v eni osebi. Okay. Karolina, kaj me zanima, a si tudi kdaj razmišljala, da bi kakšno daljšo pripoved zasnovala v tem svojem slogu? Res pa je, da se navezujejo, ne? Se pravi, nekako poiščeš oziroma z Izarjem sta verjetno skupaj to iskala in da sta potem neko sosledje, kjer se neka epizoda konča, da sta nekaj podobnega, sorodnega našla in sta potem od tam naprej peljala. To je v bistvu pretežno avtobiografsko, ne? A si kdaj razmišljala, da bi tudi kaj, kar ne bi bilo avtobiografsko, da bi bila fikcija kot zgodba ali pa da bi bilo nekaj daljšega, neka daljša epizoda? V bistvu imam par idej za malo daljše, ja, ampak vseeno so precej avtobiografske oziroma biografski. Tako da ja, to je tako nekako ena ideja, katera čaka, da se lotim. Ja. Ja, ne, pa sej, avtobiografski so v Sloveniji zelo malo avtobiografskih stripov izhaja. Katarinina je bila ena prvih, ta Sumatra in tale Dom Dic, joj, dele sem pa pozabil, kako je bilo naslov. Ene par jih je, no, pa Gatova izpoved, pa ene par jih je, ampak v primerjavi s fikcijo, pa zgodovino, pa biografijami zelo, zelo malo. Tako da načeloma je tudi to v bistvu iz mojega vidika zelo dobrodošlo. No. Ne, da bi hotel zdaj drugega, sam čisto nevtralno vprašanje sem hotel postaviti. Ne. Moram malo pogledati vprašanje, da mi ne bo zmanjkalo. Aha, tako, ključna stvar je jezik. Mi to vsi beremo in to primorščino, ki je tako inovativno zapisana. Res je, da v zadnjih letih imamo priložnost večkrat spremljati po televiziji, ko imamo predsednika vlade, ki tolče Primorsko, ne, Halub. Pa prijateljica moja Jasmina, ki je napisala Primer Anhovo knjigo, tudi ona prostodušno tako tolče in to mi je všeč. Ampak sej ravno to, ne,
mogoče to se v jeziku skriva ta in uspeh, bom rekel, teh tvojih stripkov in tudi to, da ne moreš mogoče neke literature iz tega izpeljati, ker je to skoraj nemogoče. Je strip edini medij, ki sploh te omogoča ta jezik, ok, stand-up si rekla. Ja, to unim prijateljem tako en stand-up naredim. Ampak ja, ne mislim, da pač ko sem provala, da bi v pravilni slovenščini pisala, je ratov kot nek filter, skozi katerega so šle moje misli in vse, kar sem. In se mi zdi, da takoj, ko sem pole začela v mojem jeziku pisati, da se samo vse tako sprostilo in ja, se ful lepše izražam, no. Ja, zato se mi tudi zdi, ja, ko si prej vprašal glede pisanja knjige ali pa kaj, se mi zdi, joj ne, že kakšen mail, ko dobim tam, če nekaj primorskega dati noter, ne, mi je preveč naporno to razmišljanje, ja. Pa še se mi zdi, da ker večinoma zdaj, kar pišem, je pač strip ali pa ono, ko nekaj si napišeš v dnevnik ali pa karkoli in tam pač se ne trudiš, da bi bilo karkoli pravilno slovensko in se mi zdi, da zdaj sploh ne znam več. Da moram itak ful furati to primorščino zaradi stripa, da mi je pole težko. Ampak se to tudi ni verjetno tako enostavno zapisovati. Ja, kdaj že napišem in pole vidim, to je bilo pa preveč pravilno slovensko, dajmo kao malo popraviti. Ampak mora biti še zmeraj tako, da mi to da smo tudi ostali to zmožni prebrati. Ker je teh veliko e-jev, ne? In te e-je moramo potem sami noter dajati, tako da nam ostalim ni tako enostavno, ni z prve žoge to prebrati, se mogoče tudi čar tega vsega skupaj, teh tvojih stripov, ker daje ta jezik, da nek svoj ritem, ne. Mislim, ampak predvsem je zanimivo to, da strip točno to podpira, ne. Da to narečje, ker drugega pravzaprav na papirju ne bomo več mogli brati, ker ga ni. Ja, bolj so razstave pač po SMS-ih in teh forah, po Instagramu ali pa kjerkoli, ko si piše z enim prijateljem, je bolj v tem domačem jeziku, ja, da bi bilo pa tako nekje napisano, to je pa res redko, ja. In strip je tle, ja, kar dober To je pa tako, ko bi imeli eno primorsko prijateljico, ki nam SMS-e piše. Tako nekako, ja. Dej, veš, kaj ste mi danes hodilo. Tako nekako, ja. Ok. Koliko imamo? V redu smo. Tukaj, Katarina, si pa prešla iz črno-bele risbe v barve. A ne? Kako si se pa tega lotila? Ne? Imaš pretežno neko barvno kombinacijo, akord, jaz rečem barvni akordi, likovniki imate boljše izraze, pač modra, rumena, rdeča, to nekako prevladuje, pa seveda črna, bela. Kako si sploh zbrala te barve, kako si prišla do tega, kako si sploh pristopila, pa tudi slog je drugačen konec koncev. A boš v prihodnosti poskušala spet s kakšnim tretjim slogom? Kakšen je tvoj odnos do tega likovnega izraza? Ja, jaz si želim z vsakim stripom, z vsakim novim delom razvijati sebe kot avtorico, tako na, ne vem, strani zgodbe, kot tudi pač na likovnem izražanju. In zgodba sama, ta iz jame, se mi zdi, da je zahtevala, vsaj jaz sem tako čutila, da jo naredim v barvah, ker če je bilo črno-belo, tam si bil v jami, vse črno. Se mi zdi, da z barvami sem lahko dosti bolje pač pričarala ta občutek v jami, ko si v jami, s to črnino in s to svetlobo. Ja, in želela sem imeti omejeno barvno paleto. Jamarski kombinezoni so večinoma rdeči. In potem sem pač iskala neke malo barvne kombinacije. Sem se pa tudi odločila, ja, da bom imela drugo barvno paleto za dogajanje v jami in drugo barvno paleto za dogajanje izven jame. Da tudi še s tem malo neko vizualno sporočilo.
Ja, veliko sem se ukvarjala recimo z svetlobo, v jami in ta efekt oziroma ta braš, ki sem ga risala sem v Photoshopu, ki sem ga izbrala, sem v bistvu zbirala mogoče cel mesec. Sem imela različne ideje, pristope, kako bi ga delala. In v bistvu jaz sem potem nekaj našla, ker sem pol še dodatno sama prilagodila in se mi zdi, da ustvarja tako dobro toplino v mrzli jami, tudi ta svetloba in tudi mogoče ta rdeča barva, ki privladuje. In so v bistvu vseeno ljudje in ta ekipni duh in ta želja pomagati v bistvu tudi s temi barvami mogoče malo izraža. Okay. Zoran, zate imamo vprašanje, ker že vrsto let nismo brali neke fikcije, se pravi, že vrsto let nisi napisal nečesa, neke fikcije, ne vem, po mojem so bili hardfuckersi ta zadnji, ki so bili, pa tudi družinske zgodbe, tako, ne, so bile 43. Ja, ampak to je še zmeraj zgodovina, je še zmeraj tako, mislim, je fikcija, ampak še zmeraj spet smo v nekem zgodovinskem, ki ga je treba raziskati pa to. A še razmišljaš, a imaš sploh še to v predstavi, da bi kakšno popolnoma izmišljeno zgodbo kdaj naredil? Ja, imam, ampak kaj zdaj me kličejo te zgodbe, te biografije, tudi če ni zadeva naročena, me zanimajo ljudje, ne, zdaj naslednji projekt bo spet najbrž, ne, me kliče, o nekem spet režiserju, spet neka filmska zadeva, ki je deloma vezana na Slovenijo oziroma centralni motiv bo, tako da ne, jaz poslušam ta notranji glas, ne, kaj mi govori, ne moram delati nasilno, ne moram delati zaradi denarja, moram delati, mislim, če delaš eno leto, tam 10 ur na dan prečepiš na tisti mizi, je enostavno more priti iz tebe, ne, drugače je to tlaka in muka in če ni, je to to. Torej, nekega dne najbrž ja, zaenkrat pa ne, se mi pa izteka rok uporabe, tako da ne vem, če bo prišlo do tega. Ampak ta film je bil, mislim, ti si tudi filmski kritik, pa mislim, poznavalec filma, predvsem westernov in tako naprej, že iz tam si Meksikajnerje ven tudi delal. Tukaj se nam je zdelo dejansko, da gre za mogoče najbolj tvoj strip, no? Ja, da si res dal duška in da si res naredil čisto po svoje, tvoj svet. Tleh sem se zabaval, užival, dovolil karkoli blesavga, sem se spomnil zvečer, sem si zjutraj dovolil in sem to narisal, ne, in ko čez pol leta to pogledam, zadeva še kar funkcionirajo, ne, mislim, vice eno veselje in užitek ob ustvarjanju, ne, to pa se praktično je darilo, se ti redko kdaj zgodi, tako da ja, se je združil to dvoje in jaz sem bil zadovoljen, če bo pa še kdo, pa sem tudi zadovoljen. In mogoče boš še malo ostal v filmskih vodah, praviš? Ja. Ok. To je bilo moje zadnje vprašanje glede prihodnosti, zato bom zdaj tukaj nadaljeval s tem. Karolina, ustvarjaš naprej? A je materijala že dovolj za 3. knjigo, ali boš sploh izdala kdaj 3. knjigo, ali kako razmišljaš v prihodnosti? Se prepuščam, tako nimam pojma. Ampak ja, materijala je itak že kar dosti. Mislim tudi že odprej tisto, kar ni bilo zbrano, ampak bi vseeno lahko bilo. Pa tudi, ne vem, zdaj imam par unih idej, ki bi že rada naredila, da objavim in tako. Tako da ja, bolj plan je to, da še naprej objavljam in še naprej rišem in še naprej opazujem svet okoli sebe in dajem to na papir. Ja. In pol ti ideje pridejo in pa si jih zapišeš, da jih ne pozabiš? Ja, ma zapišem, in pol čakajo. Ja. Ma zapišem si bolj tako, samo eno besedo, ja. Ne, da napravim scenarij že tako. A si dobila kdaj kakšno ponudbo, da bi to izhajalo v časopisu ali kaj? Ker tudi
to vrsten humor je včasih pretežno stripovski izhajal v časopisih, delali so ga za časopise, tam je bilo primarna valilnica to vrstnih stripov, ne. Zdaj pa je to Instagram, ne, očitno, ne. Saj tudi kakšna poezija se v današnji dobi pač skozi Instagram kanalizira pa družbena omrežja in tako, ampak vendarle, če je nekaj dovolj kakovostnega, a misliš, da bi sprejela kaj takega, ker to spet je poseben izziv, če moraš, ne vem, enkrat na teden, pa ponavadi hočejo kaj bolj dnevno političnega, kakšne aktualne teme in tako naprej, tukaj si vendarle malo umaknjena od tega. Ja, to je res, ne vem kako, če bi sprejela, ne, tako mi je. Se bojim, da bi pole zgubila veselje do tega, da to delam. Če bi me eden preveč prisilil ali pa mi povedal, kaj moram napraviti, bi mi bilo pole, joj, ne, pole se bom ful težko lotila in ja, ne bo tega veselja, ja. Bi bilo pa več denarja mogoče. Ok, hvala. Katarina, še vprašanje zate, kako pa naprej? Razmišljaš, imaš kakšen projekt, rišeš kaj novega, kako razmišljaš, kaj bi rada naredila v tretje, kaj čist drugega spet, oziroma kaj tretjega, ali kaj, kar bi se mogoče tudi navezovali na to. To je, obe knjigi sta bili pravzaprav non-fiction, ne, a imaš tudi kakšno idejo za zgodbo, ki bi bila izmišljena, fikcija, ali se tudi ti držiš bolj tega še naprej? Ja, idej imam ogromno. Eno že nekaj cajta zdaj snujem in je izmišljena, torej ni po resničnih dogodkih. Mi se v bistvu že dolgo ukvarjam s scenarijem in tudi razvijam stil. Spet bi rada pač poskusila tudi likovno nekaj čisto novega. Imam pa ja, tudi še kakšno resnično zgodbo, tudi željo še narediti. Pa še en tretji zanimiv projekt, ki bi ga rada izpeljala. Tako da ja, idej ogromno. Hkrati delam pa tudi zdaj nek mali otroški strip, ki izhaja v reviji mesečno. V kateri pa? V Mavrici. In ja, me tudi to recimo tako malo, me veseli, kaj je spet nekaj čisto drugega. Mi je zanimivo razvijati sebe v različne smeri. Saj lahko bi rekla, da mogoče zato nimam nekega stila, ampak ne vem, a bi ga mogla imeti, no. Pa bom vseeno še podaljšal za en krog, na kratko bom vse enako vprašal. Strip je včasih veljal za medij za otroke in mladino. Zdaj, meni se še vedno dogaja, da ko kje probam napisati kakšno kritiko ali pa tako, ne, še zmeraj kakšni uredniki in urednice razmišljajo o tem, pa se to itek za mlade. Ampak stvari so se spremenile, ne. Ampak vendarle, spet Zoran, a se ti zdi, da je Fritz Lang za koga? A je to za mlade, za odrasle, kje je kakšna starostna meja? Ko to ustvarjaš, a kje razmišljaš o tem, kdo bi potencialno, koga bi to potencialno zanimalo? Ne razmišljamo. Razmišljamo, to je strip zame. Ne kalkuliram, ker to se nikoli ne izide to, da boš ti nekaj plasiral, pa na neko ciljno publiko, neke marketinške pristope. Ne gre. Moraš delati to, kar je tvoje, kar izhaja iz tebe in neko svojo poštenost ali pa veselje zasledovati, ne. Prej, ko si rekel za otroke, ne, mogoče se je zdaj izpostavili, da smo vsi, ki rišemo stripe, ostali malo otroci, ne. Nikoli nismo zares odrasli in tega se v bistvu treba držati, ne. Biti odrasel pa resen je v bistvu ena taka zelo dolgočasna zadeva, ne, in stripi nas, ustvarjanje stripov nas rešuje pri tem. Karolina, kako pa ti razmišljaš, ko delaš to, kar delaš? Kdo naj bi bili na drugi strani ljudje, oziroma ti bolj veš, ko imaš na Instagramu, ne, a so to mladi, srednjih let, starejši ali vsi? Komu te stripi, koga vidiš na drugi strani?
razmišljaš, ko ustvarjaš, noč so tudi, ne vem, je menstruacija, pa je to, ne, so stvari. Zdaj, a razmišljaš kaj o tem, kaj bo na drugi strani, kdo bo to videl? Ne, to pa res ne. Mislim, itak je že toliko omejeno, da nimajo vsi Instagrama, tako da samo z tega vidika ne pa razmišljam, kdo bo to bral. Edino, kdaj kaj pocenzuriram, kad dam na Facebook, ka mi sledi tata. Ampak če ne, ja, pač sem videla, da ko objavim na Facebook, da tudi tam imam en doseg, kaj pa teh starejših. Tako da mi je res zanimivo, ka do mene so prišle reči, da starejše gospe bile to je ful dobro, me posvojile kot svojo vnukinjo in tudi pač majhni otroci, ki jim je mama brala ali pa tako da res se mi zdi, da je za vse, eni bolj rezonirajo z enimi zgodbami, eni z drugimi. Tako da ja. Hvala. Katarina, kaj pa ti? Kako pa ti gledaš? Jaz sem dal recimo tisto tvojo sumatro svojih hčerki, takrat je imela 12 let in ona je to se usedla in je prebrala. Tukaj je prebrala na sejmu, v eni uri. Trrm. Ja, mi je prišla povedati. Ja, ja. Pa ne vem, Jaz sem bila takrat razočarana, ker sem jaz to delala leto pa pol. Ona je pa to prebrala. Pač. ampak ne vem pa, koliko je razumela. Ona je rekla, ja, saj sem vse razumela, smislu, ne vem, kaj si ti razumela, kako je jeti v tujo deželo, pa tako naprej, ne. Ampak tudi tukaj, ok, izjame, ne, kako razmišljaš o teh stripih, kdo jih bo bral, a razmišljaš o mladih, o starejših, ali tudi ti ne razmišljaš o tem veliko? Ja, se strinjam z obema in s Karolino in Zoranom. Se mi zdi, da kot avtor mogoče ni tvoje mesto, da preveč razmišljaš o tem, kdo bo to bral, ker mora zgodba biti tvoja in takrat je potem avtentična in takrat mogoče bo bralcem zanimiva. S tem se po mojem pač morajo ukvarjati založbe, uredniki, a ne, kako bojo to prodajali naprej, komu bojo to poskušali reklamirati ali ja, pokazati. Da ti kot avtor, se mi zdi, da je tvoja naloga, da pač zgodbo poveš iskreno, tako kot jo čutiš, tako kot jo znaš, kot jo želiš. Ja, in se ne, mislim, ja. Se mi zdi, da takoj, ko začneš preveč razmišljati, ja, otroški strip se bolj prodaja ali pa več ima bralcev ali pa neki, da greš v neko stvar samo zaradi tega, ker bo mogoče uspeh, da se mi zdi, no, da se mogoče naivno razmišljam, da take stvari niso toliko iskrene in da to bralec začuti. Ne, si nisem tako sploh mislil, ker pred parimi urami je bil pogovor z ustvarjalci, z nominiranci za otroške stripe. Zdaj, če bi njih vprašali, ne, seveda iz njih, ampak oni imajo otroke pred očmi. Oni seveda morajo jih imeti, drugače ne gre, ne. Zato sem vas vprašal, ampak vse ste mi dali krasne odgovore. Najlepša hvala vam, ja, daj povej. Ti kot člana žirija bi imel jaz eno vprašanje zate. Ja. A lahko poveš, kdo je zmagal? Ne še. Zamiram ti to. A se ti mudi? Ne, lahko bi prekršil neka pravila, pa bi se te zapomnila za vedno. Ja, kje? Mogoče dobim kakšen penalty, ne vem. Že prav. Nisem drobnega tiska prebral. Hvala in hvala, da ste prišli poslušati in upam, da ostanemo še nekaj časa, ker zdaj se bo šele začelo. Hvala.